Slovenski vinorodni okoliš delimo na 3 večje predele: Podravje, Posavje in Primorsko. V Podravju sta najbolj vinorodna bogata Štajerska in Prekmurje. Posavje delimo na Dolenjski, Bizeljsko-Sremški in Belokranjski okoliš, Primorska pa ima z vinsko trto poseljeno Vipavsko dolino, Istro, Goriška Brda in Kras. Za vinograd si je treba vzeti čas in mu posvetiti dovolj energije in znanja. Dominik ima vinograd. Dominik ima vinograd? Res je. A si priden vinogradu ali sam pol na koncu ti popiješ tisto, kar nastane? Ne, imam kar vse komplet. Od zidance do vinograda, od trgatve, prešanja, kletarjenja, od dela do bela. Torej vse pomagaš, brate? Vse. Več rok bolje je. Vinograd zahteva celega človeka in tako tudi pri članu ansambla Opoj, Dominiku, pomaga vsa družina. Temu so pristopili s srcem in zato so rezultati vidni. Pa je težko ali to delaš srce? Kateri nima rad vinograda, dela to z težkega. Ampak jaz sem v taki deželi doma, ki sem rastel od malega z vinogradom, pa mi ni težko. Zavetniki vinogradnikov so Sveti Urban, Sveti Urh in Sveti Martin. Vinograd ponavadi stoji na prisojni legi, zemlja, na kateri je zasajen, pa je različna, odvisno od sorte, ki jo želimo pridelovati. Za vinsko trto so najbolj primerna strma pobočja z bolj revno zemljo, ki niso primerna za katero drugo obliko kmetovanja. Ta dejstva so znana tudi članom ansambla Razplet. Vinogradov pa imamo kar nekaj. To sta brata Kmetec, komod pride. Imajo kar nekaj trsov vina, tako da ni problem. A tudi pomagata? Ja, mi imamo doma 40.000 trsov, tako da dela nikoli ne zmanjka. Brata Kmetec, kitarist Žiga ter basist in baritonist Timi sta prava vinogradnika. Ob tej količini trt je nujno potrebno vso energijo vložiti v delo in pomoč družini. Mogoče pa kdaj povabita, da kaj tudi poskusimo. Pa sta pridna? Moramo videti, to je moj brat, tako da mi dva smo tista grešna kozla. Pa na koncu tudi kaj seveda poskusna, ne? Vedno moraš provat, kaj se predelo. Nikoli nič ne data. A tako je, pa ne pridem na obisk, če nikoli nič ne data. Ti samo pridi, še za domov boš dobila. A ni le vinograd tisti, ki našim glasbenikom jemlje čas. Poleg glasbe se ti ukvarjajo še s številnimi drugimi kmetijskimi dejavnostmi. Vsekakor je težko ob službi, glasbi in svojih drugih hobijih, a če imaš to rad, se vedno najde kakšna minutka za to. Tako pravijo pri veselih Savinjčanih in pri mladih krimskih lisjakih, kjer ima Nejc kmetijo in lepo število živine, Dejan konje in gozd, Blaž pa je strasten gozdar. Imamo pa vsi kmetije, no. Tako da eni imajo krave, kojne, eni oboje, tako da eni pa se z gozdarstvom ukvarjajo. A tako pridni ste vi, a pa je časa poleg glasbe, poleg vsega? More, če je veselje, se najde cajt. Dva naša člana sta doma z zelo velikih kmetij, tako da imate kar precej dela, tako da čez poletni čas, tako da včasih kar težko usklajujemo naše vaje, ampak z dobro voljo se da. Tudi pri mladih Pomurcih je prav tako. Če smo prej govorili o vinorodnih območjih in rekli, da je Prekmurje eno tistih, za katero so značilni vinogradi, pa lahko rečemo, da so zanj značilne tudi velike kmetije. Ja, recimo jaz, pa moj brat, pa še naš basist, imamo vsi doma kmetijo. Seveda pomagamo, koliko nam čas dopušča, radi se ukvarjamo s kmetijo, tako da delamo, koliko le lahko, ja. Prekmurje ima tako rekoč vse, kar je potrebno za popolno gastronomsko regijo. Žita in druge poljske pridelke, kot so recimo buče. Omenili smo že, da ima Prekmurje vinograde, pa tudi prašiče in krave, divjad, ribe in gobe. Prekmurci so znani tudi po gostoljubju in dobri hrani. Eden največjih praznikov tam so koline. Hvala Bogu, sem jaz živela, ko sem bila majhna, zelo majhna, na kmetiji, tako da smo imeli koline. Salame, klobase, žolca, slanine, vse to nastane ob kolinah. Vsi poznamo tudi bograč in bujto repo. No, prekmurska gibanica pa je ena tistih značilnih sladic, ki jih po receptu starih prekmurskih babic
postrežejo že povsod po Sloveniji. Slovenija je lepa dežela. Vsako območje ima kaj za pokazati. Narava je povsod prečudovita. Ima pa naša dežela tudi velik potencial za kmetijstvo in vinogradništvo, kar vedo tudi naši muzikanti. Zato z veseljem pomagajo in obdelujejo našo lepo zemljico.